Slovenija bo v prihodnjem desetletju prestrukturirala dve svoji premogovni regiji, Zasavsko in Savinjsko-Šaleško. Prehod iz uporabe premoga pa mora biti pravičen, zato pri pripravi ustrezne zakonodaje in projektov sodelujejo tudi lokalne skupnosti. Med projekti, ki bodo zaznamovali prihodnji razvoj Šaleške doline, je tudi preobrazba daljinskega sistema ogrevanja. Nacionalni koordinator pravičnega prehoda, kar pomeni, da nihče ne sme biti pozabljen v teh procesih, je župan občine Šoštanj Boris Goličnik. Priprave na prehod potekajo že nekaj časa. Veliko je bilo v preteklosti narejenega, pravzaprav predvsem pri pripravi območnih načrtov. Seveda je sedaj na nam, da zadevo usklajujemo. Projektov je veliko, deležnikov je veliko. Seveda na eni strani je to Evropska komisija, na drugi strani so lokalne skupnosti, prebivalci, podjetja in prepričan sem, da nam bo s primernim dialogom, sodelovanjem, predvsem pa tudi s pravično koordinacijo uspelo sredstva počrpati in iz teh sredstev narediti našo prihodnost zares pravično. Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje, ki ga vodi direktor uprave Mestne občine Velenje, magister Iztok Mori, je na zadnji seji med drugim obravnaval vandalizem. Na seji so občanke in občane pozvali, da če so bili priča vandalizmu, to nemudoma prijavijo na telefonsko številko 113 ali na velenjsko policijsko postajo oziroma na redarsko službo 03 896 17 46. Vandalizem prihaja nekako v valovih v naši občini. Eno leto je porastel, eno leto upadel, ampak do sedaj smo ga skupaj s policijo in redarstvom tudi uspešno reševali. Po naši oceni smo rešili vse večja kazniva dejanja, kar se tiče poškodovanja tuje stvari, se pravi vandalizma. In jaz verjamem, da z ukrepi, kateri smo že sprejeli, da bomo tudi prihodnje uspešno raziskali in tudi še bolj uspešno še preprečevali podobna kazniva dejanja. Delovali bomo z postrenimi nadzori na teh krajih, doslednimi prijavami vseh kaznivih dejanj. Seveda pa tudi mi kot na Mestni občini Velenje vse investicije, katere nove izvajamo, tudi poskrbimo za ustrezni video nadzor, ker to je tudi najuspešnejši način, kako učinkovito preprečevati in tudi prijeti storilce podobnih kaznivih dejanj. Na Dobeni so včeraj namenu predali športni park Fitko s plezalno steno. Znotraj kompleksa se nahaja 9 fitness naprav, večje kompleksno igralo in gugalnica za invalidski voziček, pa tudi plezalno igralo iz vrvi. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem pa projekt še ni zaključen. V bistvu ni zaključek, kolikor nam uspeva vsako leto nekaj prijavimo pa naredimo. Seveda je še v nadaljevanju je predvidena neka ponudba sanitarije pa nek fitness še, potem na drugi strani skozi Brv, Pomtrek, pa tak naprej. Pustimo čas v čas. Z nastopom učenk in učencev prve osnovne šole Rogaška Slatina ter mladih košarkarjev so včeraj uradno predali namenu energetsko prenovljeno športno dvorano Janina. S prenovo športne dvorane naložb v šolo še ni konec. Občina Rogaška Slatina skupaj s šolo trenutno gradi zunanje dvigalo v vrednosti dobrih 80 000 evrov. Prenovo in večji prostor pa zelo potrebuje tudi šolska kuhinja. Seveda smo zelo veseli vsega tega in nekaj časa že uporabljamo in vam moram povedati, da se že pozna, kar se toplote tiče in prijetnosti. Tudi kar se tiče razsvetljave, kot je župan omenil, tako da smo mi zelo zadovoljni glede prenove. Zadovoljni smo športnimi uspehi, ampak se veste, res, če želimo še naprej tako športno se uveljaviti, je bilo pa zares potrebna ta sanacija, ki smo jo čakali kar nekaj časa. Pa tudi zunanja okolica se je nekje zlila za šolsko stavbo, prenovljeno šolo, tako da je to. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo še krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature od 11 do 16, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo najmočnejši sunki vetra ponekod po nižinah dosegali hitrost okoli 70, v gorah pa preko 100 km/h.
V nedeljo bo na zahodu in jugu še padla kakšna kaplja dežja, drugod bo delno jasno. V ponedeljek bo po večini sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.